Dober dan vsem. Poglejmo zdaj polarni zapis kompleksnega števila. Torej, tisti, na katerega smo navajeni, a plus bi, je algebrski zapis kompleksnega števila. Polarni zapis je ta. Zdaj poglejmo, kako pridemo do tega. Imamo kompleksno število a plus bi. A je realen del, b je imaginaren del. Tukaj sem označil kot ro absolutno vrednost kompleksnega števila, ki je ta, in torej kvadratni koren da na drugo plus b na drugo. Fi je tale kot, ki ga dobimo z pozitivno smerjo realne osi. Torej, tukaj imamo en pravokotni trikotnik, kjer tukaj ta b je tukaj, ne, tudi, in torej lahko napišemo kosinus fi in sinus fi. Kosinus je priležna kateta vlomljiva hipotenuza, torej a vlomljeno ro, in sinus je nasprotna kateta vlomljiva hipotenuza, b vlomljeno ro. In torej tukaj lahko obrnemo formulo in dobimo, da a je ro kosinus fi in b je ro sinus fi. In torej tukaj v a plus b lahko zamenjamo a, ki je ro kosinus fi, in b zamenjamo, ki je ro sinus fi. In izpostavimo ro. In v oklepaju imamo kosinus fi plus i sinus fi. In torej tukaj naše kompleksno število a plus b lahko napišemo kot ro, ki je absolutna vrednost, ki pomnoži kosinus fi plus i sinus fi. In torej, čez malo vidimo, zakaj je koristen ta zapis, ampak prej pretvorimo kompleksno število v algebrski obliki, jo pretvorimo v polarni zapis. Torej, tukaj koren od 3 minus i, imamo, da a je koren od 3 in b je minus 1. Torej, ro je koren od a na drugo plus b na drugo, koren od 3 na drugo je 3, in minus 1 na drugo je 1, 3 plus 1 je 4, koren od 4 je 2. Torej, 2 je absolutna vrednost tega kompleksnega števila. Potem imamo kosinus fi je a vlomljeno ro in sinus fi je b vlomljeno ro s temi a in b, in torej dobimo kosinus fi je koren od 3 polovic in sinus fi je minus 1 polovica. Sedaj, v območju od nič do 360 stopinj, torej od nič do 2pi, imamo dva kota, za katere kosinus ima to vrednost, in dva kota, za katere sinus ima to vrednost. In torej zdaj, da se ne bomo komplicirali, ker moramo dobiti en sam kot, ki velja za oba, prej je dovolj, da pomislimo, v katerem kvadrantu bo ta kot fi. Torej, če mi gledamo gledamo enotsko krožnico, kosinus je koordinata x in sinus je koordinata y točke na enotski krožnici. Torej, kosinus je pozitiven, sinus je negativen, torej x je pozitiven, y je negativen, smo v četrtem kvadrantu. In s temi vrednostmi, 3 koren 3 polovic minus 1 polovica, kot je minus 30 stopinj, ampak ga raje napišemo kot en kot, ki je med nič in 360 stopinj, torej 330 stopinj. In to lahko tudi pišemo stopinjami, ampak recimo damo radiane, in torej imamo 330, 360 minus 30, 2pi minus pi šestin, 12 šestin minus 1 šestina je 11 šestin pi. In torej naše kompleksno število koren od 3 minus i je 2, ki je ro, krat kosinus 11 šestin pi plus i sinus 11 šestin pi. Naredimo še za eno drugo kompleksno število, vidimo na hitro, tukaj a je minus koren od 2, b je koren od 2, absolutna vrednost, tukaj koren od to na drugo je 2, to na drugo je 2, koren od 4 je 2. Torej, tukaj zmeraj s temi formulami dobimo kosinus fi je minus koren od 2 polovic in sinus fi je koren od 2 polovic. Zmeraj trigonometrična krožnica, kosinus je negativen, sinus je pozitiven, torej smo v drugem kvadrantu in ta kot s temi vrednostmi bo 135 stopinj, torej 90 plus 45. To pretvorimo tudi v radiane, ki je 3/4 pi. Torej, naše kompleksno število je 2, ki je absolutna vrednost, krat kosinus 3/4 pi plus i sinus 3/4 pi. In sedaj poglejmo, zakaj je koristen polarni zapis, ker nam omogoča, da zlahka napravimo množenje, deljenje, potenciranje kompleksnih števil. Torej, že tukaj anticipiramo, torej imamo dve kompleksni števili. Z1 je ro1 krat kosinus alfa plus i sinus alfa in z2 je ro2 krat kosinus beta plus i sinus beta. In če ju pomnožimo, dobimo tukaj, moramo ro1 krat ro2 pomnožimo absolutne vrednosti in pa seštevamo kote.
argumente, cosinus alfa plus beta plus i sinus alfa plus beta. Torej, tukaj pomnožimo posebej absolutne vrednosti in tukaj gremo pomnožiti vsak člen z vsakim, naredimo samo množenja in upoštevamo, da i na drugo je minus 1. Torej, imamo dva člena z i-jem in dva brez. Torej, tukaj imamo ta člen, tukaj pri minus 1 imamo minus to in ta dva člena ima ta i, izpostavimo i in napišem prej tega in potem tega, vidimo zdaj hitro zakaj. Ker če mi gremo gledati adicijske izreke, vidimo, da ta formula je prav kosinus od alfa plus beta in ta formula je prav sinus od alfa plus beta. In torej smo dobili, da imamo ρ1 krat O2 kosinus alfa plus beta plus i sinus od alfa plus beta, prav to, kar smo iskali. Zdaj pogledajmo, je zelo podobna formula za količnik, namesto z 1 krat z 2, z 1 ulomljeno z 2. Tukaj se bodo odštevali koti. Poglejmo to, zmeri z 1 in z 2 iste oblike. Kot prej izračunamo z 1 ulomljeno z 2, bomo imeli ρ1 ulomljeno ρ2. In tukaj imam ta izraz, ulomljeno s tem izrazom. Kako to poenostavimo? Pomnožimo števec imenovalec z kosinus beta minus i sinus beta. Zakaj prav to? Ker tukaj imamo kosinus beta plus i sinus beta. Tako da bomo rabili pravilo a plus b krat a minus b je na drugo minus b na drugo. Torej, kosinus na drugo beta minus i na drugo sinus na drugo beta. I na drugo je minus 1. Torej, tukaj dobimo kosinus na drugo beta plus sinus na drugo beta. To je ena osnovnih relacij ena od osnovnih trigonometričnih zvez in torej to je prav ena kosinus na drugo plus sinus na drugo. Tukaj v števcu pa operiramo zelo podobno kot v prejšnjem primeru. Pomnožimo vse člene, tukaj poštevamo, da i na drugo je minus 1 in preuredimo. Imamo ta člen, ta dva člena ima ta i, ki ga izpostavimo in če mi gremo pogledati, ta formula je prav kosinus od alfa minus beta in ta formula je prav sinus od alfa minus beta. In torej smo dobili, da z 1 ulomljeno z 2 je ρ1 ulomljeno ρ2 krat kosinus od alfa minus beta plus i sinus od alfa minus beta. Če zdaj gremo spet gledati formulo za množenje, lahko razumemo, katere formule za potenciranje iste. Torej, imamo to kompleksno število. Če ga damo na n to potenco, imamo tukaj absolutno vrednost na n in tukaj imamo cos od, bi bilo alfa plus alfa n krat, torej cos od n krat alfa plus i sin od n krat alfa. In torej, zdaj tukaj imamo to kompleksno število, ki ga hočemo dati na četrto. To je tisto od prej, od vaji, ki smo rešili prej, smo ga že spremenili v trigonometrično obliko, tako smo prej napravili to. V vaji dobite tako kompleksno število v algebrski obliki, se vam splača spremeniti v polarni zapis. In torej rabimo zdaj formulo, tukaj damo 2 na četrto, krat kosinus od 4 krat 3/4 pi plus i krat sinus od 4 krat 3/4 pi. Tukaj poenostavimo, dobimo kosinus 3pi, sinus od 3pi. Sedaj, kosinus in sinus sta periodična s periodu 2pi, ki je 360 stopinj, lahko odštejemo 2pi, damo kosinus pi plus i sinus pi. To bi lahko bil že rezultat napisan v polarni obliki. Ampak recimo, da hočemo tudi algebrsko obliko, ki prej nisem rekel, kako se dobi, ampak zelo enostavno se izračunajo, koliko velja kosinus in sinus in se pomnoži, če se da izračunati točne vrednosti tukaj. V tem primeru ja, pi je 180 stopinj, kosinus pi je minus 1, sinus pi je nič. Torej, i krat nič je nič, tukaj imamo 16 krat minus 1 minus 16. To je algebrski zapis, ker to lahko mislimo kot minus 16 plus nič i. Tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.